Gospod Kosanović, eno trdo moško srečanje tukaj v Stožicah. Letos imate pozitiven skor s Koprom, tudi danes zmaga. En komentar tega srečanja. Mi igramo dobro proti ovih što su najbolji. S Mariborom dobre utakmice. Mi igramo dobro proti najboljšim ekipam, z Mariborom dobre tekme, s Koprom zdaj zmaga. Dobro, malo se hecam. Danes smo prvi polčas igrali tako, kot bi morali ves čas. V drugem delu ni bilo najboljše, ampak je razumljivo, ker imamo res velike probleme. Te problemi so nerešljivi in ostane nam to, da igramo, da se trudimo in skušamo doseči čim boljši rezultat. Imeli smo srečo, da smo izkoristili priložnost v prvem polčasu. Imeli smo srečo tudi v drugem polčasu, da nam niso dali 2 golov. Ampak pri tej zmagi mi je najljubši način, na katerega so igralci vstopili v tekmo po 2 težkih porazih, koliko so dali od sebe za Olimpijo. In to je tisto, kar je za mene v tem momentu najpomembnejše. Jaz pa jim čestitam za zmago, nam te 3 točke so važne in niso važne, pomembno je to, da odigramo dobro do konca prvenstva. Oni zadrže do kraja prvenstva jedan takmičarski tonus i da probaju da igraju što bolje mogu. A kaj takšna zmaga pomeni za glave vaših varovancev? Ćete mi ponovo postaviti pitanje. Kaj takšna zmaga pomeni za psiho, za glavo? Da. Dobro, ona je jako... Zelo je pomembno po teh 2 porazih in nekoliko si bomo povrnili samozavest, da odigramo še bolje. Ta tekma je bila dobra, dobili smo 3 točke, ampak nas čaka že v nedeljo nova tekma. Veliko bolj pomembna tekma, katere v Novem mestu preprosto ne smemo izgubiti. Ne bi smeli da izgubimo u Novom mestu. Nemanja, še enkrat bom ponovil, težko, trdo srečanje, trd boj tukaj v Stožicah, prigarana zmaga. En komentar tega srečanja najprej. Ja, zelo težka tekma, trda. Prvi polčas smo zelo dobro igrali, tudi skrili žogo v Kopru. Drugi polčas smo malo slabše krenili, to se tudi poznalo v nadaljnji igri. Jaz mislim, da smo zasluženo zmagali in ostale so 3 pike doma. Nekako se je izkazalo, da letos niste izgubili srečanja proti Kopru. Nekako težke tekme vam mora biti celo malo bolj ležijo. Ja, prav ste povedali, take zaprte tekme nam, dokler gora ne dobimo, še dobro stojimo, potem pa malo se razpademo. To se tudi pozna, kaj ti menjamo dosti ekipo in to se tudi pozna v naši sami igri. Danes se vam pa nekako ni poznalo to, da je manjkala cela vrsta nogometašev Olimpije. Ja, tudi res. Hitri zadetek nas je dvignil samozavest in jaz mislim, da smo zasluženo zmagali danes. Gospod Vanoli, eno težko srečanje danes tukaj v Stožicah. Moška, trda igra. Letos vam ni uspelo premagati Olimpije. Kakšen je vaš komentar? Me interesa... Mi bi radi seveda prišli do konca tega prvenstva, zdaj še ni konec. Nekaj grenkobe je v tem porazu, če pomislim, kako je Olimpija odigrala tekmo v Velenju in kako je danes. In mi je lahko še nekoliko bolj žal za izgubljeno v Ljubljani. Treba iti naprej, skušati odigrati čim boljše tekme, preostale tekme in upati na čim boljše rezultate. Non sbagliamo, adesso abbiamo il Maribor e dobbiamo subito ripartire. Znašli ste se v nekaj situacijah, ko bi žoga praktično morala čez golovo črto, pa se to ni zgodilo. Ko izgubiš nekaj, grenkobe vedno ostane. Fantom pa nimam kaj očitati, odigrali so dobro, dali so vse od sebe, ampak žoga ni hotela čez črto. Nismo bili dovolj konkretni, tako da gremo naprej. Še ena napoved srečanja proti Mariboru, neposrednemu konkurentu za vrh. Non siamo partiti per vincere il campionato. Naš cilj na začetku prvenstva ni bil boj za vrh prvenstvene lestvice, zato če se zdaj nahajamo, kjer se gre zasluga fantom, celotni upravi in celotnemu klubu. Mi bomo odigrali to prvenstvo do konca, skušali iztržiti čim več in videli bomo, kaj se bo na koncu izcimilo iz tega. Di importante, di meraviglioso, non solo per il club, ma anche per la città. Ica, eno težko moško srečanje tukaj v Stožicah. Letos vam Olimpija očitno ni uspela premagati na prvenstvenih tekmah. Poraz, kakšen je vaš komentar? Ja, nekako res v tem prvenstvenem Olimpija, kot ste videli, nam ne leži, ampak mislim, da si danes nimamo kaj očitati. Bili smo skozi celotno srečanje boljša ekipa na igrišču in si igrali več priložnosti, ampak danes nam je zmanjkalo te športne sreče.
Ampak nič kaj za to, mi strmimo zdaj k naslednji tekmi v soboto. Upam, da se bomo pripravili v čim boljših močeh in seveda doma pričakujemo Maribor, strmimo k trem pikam, kajti vsako tekmo gremo na 3 pike, tako gremo tudi v soboto in nič treba čim prej pozabiti to današnjo tekmo in čiste glave igrati v soboto. Danes je nekako izkazalo, da mora biti ne paše preveč, da prejmete prvi zadetek. Mogoče, ampak ne, mislim, da je bil odziv ekipe dober, pozitiven, kajti prijali smo si tudi po tem prijetnem zadetku, smo si prijali dosti priložnosti, napadali skozi celoten drugi polčas, v bistvu na en gol smo videli samo igro, ampak kaj reči, na koncu spet 3 pike ostajajo v Ljubljani, tako da mi gremo praznih rok domov.